Živijo, Gore Svete z vami iz fotkar.com. Ne se ustrašiti, če danes gledam še malo bolj v eki, kot običajno. Namreč vrnil sem se precej pozno po noči domov, sred noči, in sicer zaradi tega, ker sem bil včeraj na koncertu od Tu Čelos v Ljubljani. Tule je še karta in v glavnem vrnil sem se domov poln vtisov, kajti koncert je bil resnično fantastičen. Fanta sta pripravila program pravzaprav za vse vrste publike. Začela sta nekje z filmsko glasbo, potem pa je to nekako prišlo v eno bombastično izvajanje glasbe tudi za naš stare prce, ki poslušamo AC/DC, pa ne vem, pa Rolling Stones, pa take stvari. Tako da resnično super koncert in res je bilo lepo. Fanta sta pokazala, kako se da zažgati halo v Stožicah. Verjetno vam je pa čudno, da jaz pravzaprav zdaj na tem mestu o tem govorim, saj je moja tematika pravzaprav malce drugačna običajno, ampak vendarle se mi je vsililo neko razmišljanje o tem, kakšna je povezava med uspešnostjo v nekem poslu ali pa med tema dvema fantoma iz Tu Čelos. Kakšna je povezava pravzaprav? Povezava je 100%, skoraj bi rekli. Glejte, če gremo pogledat pravzaprav, kje je ključ do njunega uspeha, da sta dosegla to, kar sta pač dosegla in da imata polne dvorane širom po svetu. Najprej sta zagotovo že kot majhna ali pa ne vem v katerih letih otroka sanjala o tem, da bosta nekoč postala dobra glasbenika, slavna glasbenika, da bosta uspešna na svojem področju. Seveda je bilo treba potem si zastaviti tudi neke cilje, kako to doseči. Zdaj, ali sta to lahko naredila sama, ali jima je kdo pomagal, to je druga stvar, pustimo, ampak sej tukaj je itak stalno tudi govorimo o tem, da je treba imeti tudi pri poslih nekega mentorja, ki pomaga, kako se določenim stvarem streže in pomaga, da gremo hitreje naprej. Seveda, ko je bilo to doseženo, se je bilo treba pa preprosto učiti. Brez znanja tega ni. In ko sta se šolala, seveda sta morala veliko delata tudi zdaj, tako da nič ne zraste na drevesu, nič ne pade samo od sebe v roke, niti pri takih ljudeh, za katere si marsikdo morda misli, tale dva pa, sej ni čudno, sej lahko, sej sta bila v pravem času na pravem mestu. Ampak zdaj pa naj jaz vprašam o pravem času, v pravem mestu. A si znate predstavljati recimo, ne vem, 10 let nazaj, da nekdo reče, poslušaj, jaz bom pa igral na čelo, na čelo bom igral AC/DC, pa Rolling Stones. A si znate to predstavljati? Kdo je njima dvema lahko rekel, vidva bosta pa tukaj uspela? Ni šans. Ampak sanje so bile, želje so bile, veselilo ju je to in ona dva sta tukaj šla v ta proces. Seveda sta morala imeti v procesu samopodobe tudi v procesu treninga in tega obsežnega in obširnega dela tudi veliko neke motivacije, da sta uspela premagovati težave, da sta šla vedno korak naprej, da sta gradila ves ta svoj kompleten uspeh, tudi takrat, ko je bilo težko. In seveda, z vsakim uspehom, z vsakim tem momentom, ko sta ona dva rasla na svojem področju, jima je rasla tudi njuna samopodoba, normalno, ker vedno samopodoba zraste tudi, ko se tega zavedamo, da nekaj delamo dobro. Kako sta pa pravzaprav začela? Začela sta na YouTubu, ona dva sta snemala videofilme o tem, posnetke svojih pač izvajanj, tega, kar delata. In YouTube je bil tisti, ki je njih dva, kako bi se to reklo, ki ju je, se pravi, poslal ki ima je omogočil, da sta pač zdaj tam, kjer sta. Na ta način sta preko YouTuba gradila svojo publiko, postala sta prepoznavna, ljudje so jih
videli, kaj delata, ljudem je bilo všeč, kaj delata, seveda, ker sta zelo kvalitetna in tako se je pravzaprav vse skupaj začelo in to je tisti moment, da danes ona dva lahko polnita dvorane širom po svetu. In isto je v poslu, pa je to posel v realnem sektorju, pa je to posel v službi, če ste, pa je to posel, če delate na internetu. Ni nič drugače. Sorry, kdor misli, da je drugače, kdor misli, da bo prišel na internet, nastavil kovček in bojo leteli noter dolar in evri, oprostite, se je zmotil. Zdaj pa, za mene je to dovolj velik izziv, da se posvečam temu delu maksimalno. Zanimiv mi je tudi zaradi tega, spet bom poudaril, poglejte moje delovno okolje, super, fantastično, jaz si boljšega okolja ne morem misliti. Kadarkoli me prijatelj povabi, recimo, a gre z mano na kavo, ja, grem, si bom vzel čas, bom naredil svoje stvari potem, kasneje, ker jih bom naredil, ker vem, ker sem motiviran. Si tudi ti motiviran, da to narediš? Poglej malo vsebine na moji spletni strani, vse vsebine, ki jih ustvarjam na moji spletni strani, vse vsebine, ki jih poskušam podati ljudem, ki me tudi pokličejo po telefonu, ki me pokličejo po Skypu, vse vsebine so vedno opredeljene nekako tako kot to, kar sedaj govorim v tem videu. In še enkrat, za uspeh je potrebno sanje, cilji, motivacija, samopodoba in veliko dela. Če boste temu sledili, se vidimo od zgoraj. Adijo.